Spoštovani Mariborčanke in Mariborčani, v nedeljo boste volili novega župana in 4 nove mestne svetnike. To prav gotovo ne bodo običajne volitve, saj potekajo v docela neobičajnih okoliščinah. Morda bi jih najbolje lahko pisali z besedami slovenskega pisatelja in Mariborčana Draga Jančarja, s katerimi je leta 1995 pronicljivo opisal razmere v državi po demokratičnih spremembah. Sposodil si je priliko o Izraelovih sinovih, ki srečno pridejo iz egiptovskega suženjstva čez Rdeče morje. Po prvih težavah začnejo v puščavi godrnjati, je zapisal. V hipu so pozabljeni nadloge, ki so jih sužnje pestile, biči in batine, nasilstva in pomankanja. Nostalgija po starem zatiralcu se obudi za vso silo. Res je, stiskal nas je, a imeli smo polne lonce mesa. Maribor se danes srečuje s številnimi težavami. Ena izmed poglavitnih je zgrešena politika tranzicijske levice, ki je v svojih mandatih očitno zanemarjala celotno vzhodno kohezijsko regijo. Ta je skupaj z Mariborom na 73% povprečja Evropske unije, zahodna regija z Ljubljano pa na 106%. Na vzhodu je življenjski standard za tretjino nižji, o tem pričajo tudi žal številke o brezposelnih. Kljub temu pa je naša država 2 leti nazaj kar 60% državnih pomoči namenila daleč najbolj razviti ljubljanski regiji, vsem ostalim slovenskim statističnim regijam skupaj pa le 40%. O tem seveda niste brali, o tem vas osrednje televizije niso obveščale. Ustvarjale so namreč vzporedni svet, kjer so stranske ulice pomembnejše od avtocest oziroma od stvarnega gospodarskega in socialnega položaja Maribora in celotne regije. Naenkrat so bile, tako kot piše Jančar, pozabljene vse nadloge, ki so dušile Maribor v zadnjih 2 desetletjih. Težaven prehod iz zastarelega in predimenzioniranega socialističnega industrijskega mesta v sodobno in uspešno kulturno metropolo Evropske unije. Naenkrat smo pozabili na zgrešene projekte, ki so nižali blaginjo štajerski prestolnici in se z nostalgijo po varnih službah za 300 nekdanjih nemških mark spominjali časov, ko so vsi hodili v službo tam ali TVT Boris Kidrič ali v Metalni. Bankrot socialistične jugoslovanske ekonomije Maribor plačuje še danes. A Jančar ima prav. Začelo se nam je kovcati po nekdanjem zatiralcu. Res je, stiskal nas je, a imeli smo polne lonce mesa, je zapisal. Tudi če niso bili polni, ampak spomin bledi. Mediji Mariborska univerza, ki jo vodi nekdanji mestni svetnik propadle stranke Zares, ter tako imenovana civilna družba so skrbno spodbujali pozitiven odnos do tistih, ki so Maribor in vzhodno Slovenijo pripeljali v tako stanje. Maribor je z Jančarovimi besedami zgodbo o egiptovskih loncih mesa ali z drugimi besedami zgodbo o nostalgiji po starem gospodarju. A Slovenska demokratska stranka ne nastopa v vzporednem namišljenem svetu. Problemi se v tem svetu ne rešujejo in mi, državljani in davkoplačevalci, ne ustvarjamo, ne živimo in ne vzgajamo otrok v tem vzporednem namišljenem svetu. Se pa mnogi oziroma skoraj vsi, izjemo Slovenske demokratske stranke, ukvarjajo zgolj z njim in zanemarjajo prave razvojne izzive štajerske prestolnice. Ali ponujajo zdravo poslovno okolje za razvoj blaginje? Ponujajo res pravno in pravično državo? Kakšno razvojno perspektivo Maribora ponujajo? V tem njihovem virtualnem svetu so najpomembnejše sistemizacija delovnih mest na občini, sodelovanje javnih zavodov, obnova pekarne, odnos do protestov in tako dalje. V vam in vaši družini navidezna resničnost priskrbela takšno blaginjo, kot jo na primer živijo v sosednji Avstriji? Zagotovo ne. Zato mora demokratična javnost spregovoriti. Preprosto mora na volitve. Združiti mora vse svoje sile in namesto z granitnimi kockami odgovoriti z izbiro na volilnem lističu. Namesto obešanja lutk s premišljeno odločitvijo. Namesto obiskov svetnikov na domovih z jasno izraženo volilno izbiro. Demokratični Maribor nima prav nobenega razloga, da bi kljub nakopičenim težavam gojil nostalgijo po starih časih. Premore dovolj pametnih ljudi s pametnimi rešitvami, ki jih mora pametno povezati. Povezan demokratični Maribor bo lahko nadaljeval z reševanjem stvarnih problemov, ki so tu in pred nami.
vendar ne z linčem demokracije, v strahu in nasilju, temveč z negovanjem najboljšega, kar demokracija in svobodno socialno tržno gospodarstvo premoreta. Ali je torej treba leči na hrbet in reči za prvim stavkom Godotu, nič se ne da? Se je že pred 13 leti vprašal Drago Jančar. Jaz pravim, ne, da se. Najprej s tem, da se udeležimo volitev v Mariboru, nato pa tako, da svoj glas zaupamo tistim, ki ne gojijo nostalgijo po starem gospodarju, temveč vidijo prihodnost Maribora v znanju, dobrem gospodarjanju, zdravem okolju in pristni medčloveški solidarnosti. To so kandidati Slovenske demokratske stranke za mestni svet in dr. Andreja Špernjak pod zaporedno številko 11. To je prava izbira za Maribor.